Delovna terapija je zelo pomemben člen pri rehabilitaciji pacientov z multiplo sklerozo. Delovni terapevti preko aktivnosti skušamo pacientu pomagati, da ohranja zdravje, da ostaja čim bolj samostojen v svojem življenju. Pacienti imajo pogosto težave z motoriko rok, kar se odraža na zmanjšani mišični moči, spretnosti, fini motoriki, koordinaciji. V primeru, da bolezen napreduje do te mere, da samostojnost ni več mogoča, svetujemo tudi pripomočke, kot so pripomočki za obuvanje nogavic, zapenjanje gumbov, odebeljenje nastavki za žlice, pisala, zobne ščetke in s tem zagotavljamo pacientom čim večjo neodvisnost od drugih in boljšo kvaliteto življenja. Fizioterapevti se vključujemo v delo z bolniki z multiplo sklerozo kot člani multirehabilitacijskega tima. Naše delo je pomembno v vseh fazah bolezni, skozi v bistvu vse življenjsko obdobje bolnika, in sicer se nekako vključimo na začetku ob sami diagnozi, potem pa bolnika na tej poti spremljamo, še posebej v fazah zagona bolezni oziroma v fazi poslabšanja bolezni. Naš pristop temelji na oceni bolnika, ker nekako mi hočemo izboljšati njegovo funkcioniranje v vsakdanjem življenju in na podlagi te ocene se fizioterapevti potem odločamo za izbiro fizioterapevtskih postopkov in pa tehnik, s katerimi nekako stremimo k temu, da dosegamo optimalno funkcioniranje bolnika v vsakdanjem življenju. Zagotovo sta vsaj dva vidika, fizioterapije in delovne terapije, ki bolnikom nedvomno zelo koristita in jo potrebujejo, ponavadi v fazi akutnih zagonov in poslabšanja, in takrat jim na nek način v krajšem časovnem obdobju pomagamo pri tem za fizioterapijo ali delovno terapijo. Zagotovo je pa še pomemben ta dolgoročni vidik pri ohranjanju določenih telesnih funkcij, pri ohranjanju gibanja, sposobnosti, torej motoričnih, zato da z obdobno rehabilitacijo ali obnovitveno rehabilitacijo ohranjajo dobro telesno kondicijo, dobro fizično zmogljivost. Sama delovna terapija bolnikom bolj pomaga pri ohranjanju kompleksnejših funkcij, tistih, ki jih potrebujejo pri vsakodnevnih aktivnostih, kot so oblačenje, umivanje, hranjenje. Fizioterapija sama po sebi pa bolj pri grobih, mogoče motoričnih gibalnih funkcijah, kot je hoja, vstajanje in nenazadnje tudi pridobivanje na grobi fizični mišični moči.